V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisala Vesna, po domače Vera, ki jo zanima, kakšna je razlika med politiki in influencerji. Ker mi o politikih in influencerjih vemo približno toliko kot aplikacija Erar, se pravi, vemo, kdo jih plačuje, ne vemo pa zakaj, smo za odgovor raje poprašali človeka, ki ga ni sram opravljati obeh poslov. Na vprašanje odgovarja Borut P. Spoštovani in spoštovani, prišli smo čisto do konca še ene epizode podcasta Navdiha, v katerem sem gostil gostjo, neverjetno športnico, izjemno šampionko, Niko Prevc. Zdaj, upam, Nika, da ti je okej, če na koncu odgovoriva še na kakšno vprašanje mojih gledalcev. Sploh tole se mi je zdelo zelo zanimivo. Res me zanima, kaj boš odgovorila. In sicer gospa Vera sprašuje, kakšna je razlika med politiki in influencerji. Kaj praviš? Ja, se strinjam. Danes ni lahko odgovoriti na to vprašanje, sploh ker oboji delujejo po enakih principih. Politiki se borijo za glasove, influencerji se borijo za lajke, politiki pišejo programe, influencerji snemajo storije, politiki imajo govore, influencerji imajo TikTok plese. A v resnici šteje tisto, kar je najbolj pomembno. Oboji na profesionalen in diskreten način ponujajo to, kar zahteva naročnik. In tu je glavna razlika, ker so pač naročniki različni. Tako, to bi mogoče jaz izpostavil kot glavno razliko med influencerji in politiki, ampak v športu je najbrž drugače, tam se o pokroviteljih lahko govori na glas. Ali se motim? Ja, ampak saj veš, Nika, ti bom povedal, v politiki ne moreš tako preprosto pokazati logotipa sponzorja na prsih. Recimo, si predstavljaš primer, da bi se jaz v času svojega mandata slikal s pločevinko Red Bulla in to objavil, no? Jaz si predstavljam, ker sem to naredil. Ampak so me kritizirali zaradi tega, ampak ne vem zakaj. In dejstvo je, da smo politiki, ljudje in vplivneži na nek način povezani. Vplivneži vplivamo na ljudi, ljudje volijo politike, politiki postanejo vplivneži, ki spet vplivajo na ljudi in tako naprej. In lahko bi rekli, da je edina razlika bližina volitev. Saj bliže, ko smo, vedno več vplivnežev postaja tudi politikov. Ampak kaj pa ti, Nika, razmišljaš mogoče kdaj tudi o politiki? No, to pa moram reči, da me zelo, zelo veseli, saj že zdaj kar gneča. Nika, hvala ti za tvojo odprtost in da si bila moja gostja. Hvala, gospa Vera, za res odlično vprašanje. Vam, dragi gledalci, pa vse dobro in srečno.